spoštovani in cenjeni gostitelj. Sorca tukaj, kje ste kaj? V režiji morajo pogledati, da bojo sledili vprašanjem. Tokrat ne boste verjeli, MTBC Live, Soriške planine, sprednje kamere na telefonu, tako da dejansko levo vidite na levi in desno na desni. Če ne verjamete, Okšal. Znano litvansko pivo. Okšal. Extreme Vital Bike Weekend poteka ta konec tedna. To smo zelo naredili, jaz sem na soncu, Miha je v senci. Jaz sem prekurjen, on je v temi. Ti si pa izprav. In Miha Tršalharja dvakrat na MTBC Live zaporedno. A veš to, da od svetovnega pokala ni bilo MTBC Live. Ja. Poročite v režijo s komentarji, če se v redu sliši. Mogoče to ni najboljša stran tega, da smo na sprednjo kamero, ker mikrofon je bil tam. Bože. Toliko o tehnikalijah. Se pa dejansko kaj pogovorimo, imamo tudi publiko v živo. Aplavz, prosim, publiko v živo! Pa skodelca imam, kaj na te pravimo TV show, aj? Tema pa so e-kolesa. In zdaj ne vem, kako si je tale produkcija Extreme Vital zamislila, današnji gostitelji, da kao ti si za, jaz sem pa proti, ali kaj? Ne, z Extreme Vitala so me podkupili, ne. So mi posadili en kolo, ker so vedeli, da sem jaz tako ful proti. Vedeli so, da sem tak konzervativen, da ne maram na loteriji. Ni najboljši zvok bližje prijeti, Po moje prav sem Jan šlih Porič. malo bolj dred. Jan Porič pravi, da morate bližje prijeti. Pa so pa ven iz kadra. Ne, lopše gre stavljač, komod. A je v redu? Čakaj. Jaz se derem, Miha je bolj navajen, da ima mikrofonček občutljiv. Ej, lo gresta še za 20 cm. Ok, Ok, v redu? cool, super. ja. Da ponovimo V vprašanje. glavnem, Miha to so podkupili in on ima e-kolo. Zakaj? Ker si star prdec in ne moreš več poganjati, ali zato, ker si motorist, pa ti je to blizu? Kar se tiče kakršnikoli usporednic med motorjem in e-bajkom, odpade, ne? Ker ni niti najmanjše podobnosti. Tako niti približno ne. Prav, e-kolo ni motor, ampak je moped. E-kolo tudi moped ni, ne. Seveda, da je, ker ima motor in pedala. Moped. Ja, moped, ja, mogoče ja, moped, ja. Sprav, pedalistični oziroma pedo, ne, noge, oziroma to pride pol pediatrija, ne, razumem, ne. Sprav, motorizirano pedalna mobilna enota. Ja. Ampak ni, ja, ni nobene podobnosti z motorjem, tako slišal sem že, da je to podoben trial motorju, ker ga vozim, približen ni. Ni, ne. Tudi ni podoben enduro motorju, to je pač kolo z enim dosti dobrim shuttle servisom, tako ga jaz vidim. Mi da so dva polomljena veterana, ne? Ja, jaz imam vodo v komolcu. On ima vodo, daj pokaž komovček, kako v sredini, da se dobro vidi. Takole, krempelj mi raste, voda v komolcu. Pa strgano na rastišče velike glave bicepsa. A res? E-kolo. Z e-kolesom si se strgal. Sem se strgal. V klanc gor. Ne, v klanc dol. Ampak ni bilo krivo e-kolo. Krivo je bil kamen, ki je bil skrit v travi. To bedno nisem fuknil, oziroma padel že desetletje in več. Luka od Red Bulla je prej tukaj rekel, da je e-kolo po njegovem Emšo bike. Da je ta Emšo. Ja, lej, mislim, zdaj preden prideva čisto k tem vtisom prvim, pa drugim, pa tretjim, je mogoče res Emšo bike, ne. Jaz imam recimo dva zdaj predstavnik tukaj korporacije zmiguje z glavo. Ne, ignoriri. Jaz imam dva soseda, ki sta tako mojih let, pa sta začela predlan kolesariti. In oba sta si nabavila neke besne karbonce, po moje 13 kg pa pol. Ker sta dobila to 20 in nekaj kil težko kravo za probati. Sta bila tako noro navdušena, sta rekla, da je tako hitra pa nista bila še nikoli v življenju. Navzdol. Navzdol. Ja. Ker je navzdol hudič ful stabilen, ne. Malo čas nerad smer zamena.
ampak se ga da naščuvati. Jaz sem pripravil tukaj svoje razloge za in proti. A greva čez, kako va šla zdaj? Mislim, Enega ti už komentiral, a ne? Povem enega za, pa enega proti. Ok, dajva. Dobrodošli so komentarji z tribune. Razlog za, moraš probati seveda, da imaš mnenje, ne? Jaz sem šel probati Ja. vrhunsko ekolo, Ja. pa tudi kakšno malo manj vrhunsko, ampak dejstvo je, da je prvo, se pravi, za je to, da je lušten furat. Luštno doživetje je. Če nimaš predsodkov, je luštno doživetje, a ne? Zdaj moram jaz predvsem komentirati. Ja, Ja, mislim, totalno luštno doživetje, ne, tisti feeling, ko ti pri 200 BPM-jih utripa srce v šesih, absolutno odpade, ne. Da se ful kvalitetno zgoniti v istem času, jaz sem šel celo hudiča probat z mojim suntotom, ne. Pač na mojih lokalnih trailih sem gotovo, da se v eni uri zgonem s e-bajkom bolj kot z navadnim bajkom, ne. Sem res pa, da nagonem, res pa, da sem nagonil Jurija pa nekaj višincev, ko sem šel tudi zgor na polno, neko, kar mu je dal. Čusto ti bi nekaj dodal. Ja, ne, sam, veš, druga brzina, drugo. Ni to relevanten podatek, po mojem. Ta fiska od zadnje, po mojem, malo bolj. Aha, da nisem, Po mojem se malo laže tam, ampak ok, da se laže. nisem Ma, lažen. jaz sem se fajn počutil, dobro laž. a gremo kar razloge za, ne? Okay. Dajmo 1-1, pa proti to. Okay. Proti, da so fucking težki bicikli. Ja. Da je težko upravljati z njimi. Veš kako, jaz sem probal dva, ne? Probal sem enega Giantovga, recimo temu srednji razred. Super oprema, tudi ko se ga navadaš, se da tudi fino z njim dol zapeljati, ampak še vedno to je ena precej težka kangla, ne? Ker ima težave z ustavce pa smer zamenjati, če ga hočeš malo bolj agresivno popeljati. Ne? Probal sem pa sosedovga Levota, ne? Lanskega, tega 27,5 karbonca. In sem rekel, pismo, ne, to je pa že zelo blizu enim bajkom, ki so bili aktualni par let nazaj, pa čist podobni. Spravi pri teži, ki je taka kot je, pod 20 kg, ajde se kaj najde, ampak realno ne, je bistveno tudi ravnotežje, kje je ta teža, ne? Kje je In ta eni teža, ja. proizvajalci so to našli, eni pa še ne, ne? Eni niso, eni pa so. No. Jaz sem en je imel malo tendenco na nos, ne. Recimo zanimivo, da ta levo pa nima to. Že lansko, ne vem, letošnji še sem se je dal tudi na Brunu je malo hecal, tako recimo, ki je kakšno korenino drin, banih opet začetka. Se pol po nekem času, ker sem pa takrat straight vozil skozi, 14 dni sem bil vsak dan na e-bike, pa sem tudi na cajtu navadaš še. Jaz sem pred 2 mesecema, pol, 3 meseci, 2 dni testiral, ki je imel great predstavitev na Braču, še danes me komolc boli. Ker sem vlekel kolo v skoke in iz ovinkov, In z ovinkov, ja. tako kot 12-13 kilsko, in me še zdaj komolc boli. Tako da, Prej sem jaz, ja, sem jaz celo zimo, preden sem pač se s tem e-bajkom začel voziti na motorju, tako da mi je bilo ok. kar v redu. Tam ga ne vlečeš za balanco, ja. Ma tudi ga ne, ampak Ampak se strinjava, da so težka. Okay. težka ob božjo mater, zaenkrat še. Pozitivno dobiš izziv zahtevnih vzponov. Toliko je težek, kot včasih normalen DH bike. Ja, No. pred velik časa poceni DH bike. Pred zelo Ja. velik časa. Ne. Pred zelo velik časa poceni Res DH ne vem, bike. zakaj so te številke, mislim, me pa fascinira. 26 kg nikoli ni bil DH bike, dobiš pa e-bike danes Dajmo še- z lahkoto čez Dajmo 25 še kg. eno stvar povedati. Če niso uporabljeni top materiali. So korporacije, ne, ki izdelujejo e-kolesa, ne, brez izjeme vložili blazno veliko keša, da se ta podatek, koliko so težki, skrije. Ne. Probite zdaj le pogooglati, ne, Ja. koliko je vrag težek, tudi približno vam na vrata. To je itak za noben bike. Po mojem so še deklevce plačalke, tudi na mtb.si ni tega podatka, pa rabiš eno klinčevo vago po 5 bajkov. Kaj ne, saj sem napisal. Koliko je to? 25 Kenevo je 25, smo ga prej vagali. Kenevo je 26. 25-4 smo ga prej zvagali, ok.
odvisno od opreme. Pivo za 10 jurjev, vsem karbon, je pa piše 19, 90 v zadnji s flomastrom, 22. je pa 20 pa še malo. Tako da, ampak to je bicikl za 10 jurjev. Rekli tudi smo levo, Ja. S-Works, pa ste malo baterijo. Veš, kaj mi je všeč? Pojavi se izziv zahtevnih vzponov, se pravi tehnično furanje navzgor. Mene, tukaj bi pa nekaj rekel, ker sem človek dveh svetov, ne, in rad tudi enduro pa trial. Ma ni to. Meni je tako ful folka rekel, wow, zdaj pa ful izziv čez neke korenine se zapeljati. Vse je, ampak še vedno se to, če imaš ti kondicijo, veliko lažje odpele s tehniko pa z navadnim biciklom. Tisti je, me ni prepričano. Okay. Vprašljivo. Za tehnične vzpone, zdaj govorimo o nekih koreninastih grozdih ali govorimo o nekem fulstrmem štajgu. Če govorimo To. o fulstrmem Ne, štajgu, govorimo o strmem. je e-bike zmagovalec. Ja. Res, jaz sem recimo po trailu, na en nov trail iz Stola na Breginsko stran, tako relativno strm trail, mislim, orang trail, ni začetniški trail, kar me je presenetilo, da sem s tistim biciklom sebe in koliko je bil tisti ruzak, 15 kg, ker sem imel samo še kramp, lopato, six-pack, 3 litre vode, pa malce za cel dan, ko smo šli buildat. Six-pack pa 3 litre vode. In me je zadeva v 20 minutah gor pripeljala. Treba povedati, da ostali, ki so ti šali pa navadne bajke, so pa 1 uro gor. Ja, to je pa bistveno. Kar Pravi, pomeni, kot da- delovno da- orodje, bistven plus, a ne? Ja, tudi jaz tam svoje traile grem pregledat, malo v dobre. Iskanje pol trailov, ure za sem- delo na trailih, za fotografe, snemalce in tako naprej, ker jih te samo nesejo, pa morajo prijeti na neke točke. Čudovita zadeva, no, baterije me zmanjka, otom, potom. Draga so, ne? Sam to ful pravi, da se slab sliši. Da se sliši zelo slab. Čak, dajte probati. Pač boste videli, ti itak ful poti govoriš, a ne? Der se mi Ne ga. morem, ne znam, to mi že... Okay, zdaj si pa tako kot pred Lord of the Rings, a veš, ker si ti ful velik, oni pa ful majhen. Pa Dobar je, v bistvu dobar je. tak. Dobar je. glavo, ali kaj? Okay. Drage so. Ja, Andrej, a te bo... Ja, to. Pa še oni te bojo slišali. Ja, se tudi oni ne slišijo v bistvu. No pa dajmo. No, daj, čak se imaš, daj še en pir. Še en pir pa bolj glasen. Drage so. A kolesa? Ja. Ja, dragi so e-bajki. Dragi Eurobike. so v božju mater. Eurobike je to v bistvu z EM. Ne, tukaj cela kolesarska industrija bi malo počrtil. Ne. Ja, samo Veš, koliko- pridemo tudi na to alinejo industrije. Poznaj, ampak za kupca kaj to pomeni? Kaj? Ja, za dobrega, za soliden e-bike, Boš dal koliko? 7, 6, 5, ne? 5 pa 6, naprej, ne? ja. Ja, a veš, mislim, lej, zdaj če češ iskreni izgovor, se meni zdi itak ta bike industrija v zadnjem času je šla v nek absurd. Danes, a veš, ti rečeš, da je soliden e-bike, boš dal to. Kurc pa to ne moreš dati toliko denarja sploh za soliden bike, ne. To je soliden hardcore enduro motor. Ampak to je druga stvar. Pač ljudje so pripravljeni dati to, ker pač te dve tržni krivulji narekujeta, ne, ponudbo pa povpraševanje. Ne, tako da jaz niti ne bi rekel, da so predraga. Okay. Jaz bi rekel, da smo kupci preveč popustljivi. Za daljše ture voziš. Da voziš daljše ture je plus. Ja, jaz bi rekel, da je plus, ker se da recimo en Matajurček, ki je taka epska tura, cel krok, ne, spravi Špetra pa gor, to je Jure 600 pa nekaj višincev, pa nazaj. To je bila čas taka celodnevna orang tura. Ne. Ja, krep, ja. Jo zdaj tako spokaš v parih urcah, greš na sladoledek in je super. In baterija glih zdrži tudi tvoje kile, ne? Ja, baterija z mojimi kilami preizkušeno je to zdržala čist z lahkoto. Koliko ti je ostalo? Ena črtica, ampak sem se komot še poravnal do mene gor pripeljal. Tako, pa je recimo še tam bilo pol urce, ne? Ampak eni rečejo zdaj pa v istem času, ko imam 2 uri, pa naredim več kilometrov in več višincev. Kaj to tebi pomeni? Meni osebno ne, če grem za 2 uri na kolo, grem za 2 uri na kolo, ker nisem plačan na kilometre. Tukaj bi se absolutno, ne, gre za 2 uri na kolo, ampak recimo za 1 uro iti na kolo ali pa za 1 uro iti na e-bike
sta pa spet dve popolnoma različni zgodbi. Ne. Če grem jaz recimo lahko iz sebe, jaz sem en tak na pol debel rekreativen kadilski kolesarček, ne. Recimo, kar pomeni, če grem jaz na Turco doma, to je ona Turca, ki jo grem, kadar imam volo, to je skoraj pol leta na let, grem kar 4-krat ali pa 5-krat na teden, ne. In Giro, to se pravi, jaz naredim tam en krog, ne. In odpeljem recimo en trail pa ton dol, to je rekla slabih 300 višincev, ne. To spomnim nekaj več, ne. S tem recimo sem pa začel te svoje lokalne traile čisto drugače voziti, ne, zato ker ga nažgem tudi po trailu nazaj, po bistveno bolj strmih bližnjicah in mi rata, koliko sem rekel, v dobri uri spokati tudi čez Jurija Višincev. Še zmer slabštiš. Kaj pa če obrnemo, da bo una kamera, pa bomo obrnjeni spet. Ojte to. Zmer smo delali na sprednjo kamero, ne? Zdaj sem še lahko videl. Zdaj previsok. Da še malo dol obrnemo. Quick. 23 gledalk imamo. 24. Kdo povedal, da sem imel tako frizuro kot ljubljanski občinski svetnik, kaj je že ta športni funkcionar. Negativno. Veliko novih idiotov na trailih. Taki, ki niso uspeli spoznati športa, ki so prišli po bližnjici na neke lokacije, ki so bili drugače nekak selekcija, ki si mogel imeti znanje in vzdržljivost, da si tja prišel. Meni se to zdi bunch of bullshit. Ne. To je vedno tako, veš, da vedno neke starejše generacije nekim novim, ki pridejo, pa to bilo s čem. Isto enako je šlo enduro kolesom. Ja. Da se je začel enduro, je bilo pa to je za pedre, pravi moški vozijo DH, ne, veš, ima en DH, pa en trail bike, ne, in to ni nič in tako naprej. Tako, vsaka novotarija prenese pravzaprav to priložnost, Da je zmer tisti, mi smo bili prej in ja. Saj ti veš, kako si meni. A zdaj se pa s kolesom vozimo. Mnogo let nazaj, ker Andrej se pa res vozi kot 30 let že. Ja, letos 30, ja. No, vidiš. No, tako da o tem ti govorim. Ne bi to rekel, pa poročajo dejansko iz tujine, mislim, da je imela Nemčija lani, nekdo mi je govoril, pa to je bil kredibilen ver, ki mi je to Luni govoril, da je število nesreč, ki so se zgodile na e-bajku, ful skokovito poraslo. Zato, ker je pa dejansko doseg nekih trailov, ki so bili prej, kot se rekel, domena pridnih, je porasel. Pa tudi vedno več ljudi videvam pa res z e-bajki, pa ti da rečeš, pa ti se ne bi na bajku sedel, to se res slon 175-110 kil prpele v nek breg kot profesor, kar je po eni strani lepo, ker se človek še vsem rekreira, po drugi strani ga imamo pa na trailu, ampak se ne uživa. Ne. Bila je neka nesreča lani tukaj na Soriške planine, na Možic, na vzgor, je kolesarka padla ni na vzgor, padla je pol nazaj na hrbet. A kdo kaj več ve o tej situaciji in helikoptersko reševanje? Hardcore lahko na gor padeš, ne z e-bajkom. Ko mu daš polovičko s pedali v serpentini, ne moraš vedeti, kam ritu besati, pa kolena. Ok, mislil sem tudi na ta... Neka nova tehnika za usvojiti, ja. Ne greš. Mislil sem Goraz tudi bi na ta... rekel, kako že Goraz bi rekel, raj bi šla plavat. Bi šla plavat. Goraz ne bi vozil e-bajka. Jaz sem upal, da bo to temo odprla, ne, ker prav, ko sem dubil e-bike in sem začel eksperimentirati z njim, sem pomislil, koliko mi je žal, to je zdaj že ena tretja taka ključna novotarija, ki je prišla, pa da Goraz da ni več, ker on bi imel o tem res ogromno zapovedati. In to bi bile res super luštne minute. Čuk bi vozil e-bike in to navid ga do konca. Ja, to bi ga blokado v svojo. Ne. Skekam ga. Kaj pa vem, če bi ga Goraz vozil? Po mojem, da bi ga. Jaz mislim, da ga bomo prej slej vsi vozili. Ne, da vas da v tem mogoče, ta filozofski aspekt je pomemben. Pri idiotih na trailih sem mislil na ljudi, ki mogoče nimajo odnosa in jaz sem slišal že za sabo, sem šel z normalno hitrostjo v klanc, sta se dva bližala z e-kolesi in en drugemu je rekel, glej zdaj, pa sta dala na turbo, da je čim bolj men preletela. Kaj ti to govori? Ne, mislim... Da je to človek, ki je prišel včeraj ali predvčeraj šel v mountain bike in zdaj misli, da jaz nimam e-bajka zato, ker nimam denarja. Kakšen je ta odnos? Ja, pač idiot, kako ti to gledaš? Ja, slabo.
Ampak se mi zdi, da v bistvu kolo kot nek pripomoček za doživljanje življenja, ne, Ja. vedno v gost povab različne populacije. Saj, če se spominjaš recimo 20 let nazaj, ne, ki so trajle na dol, ne, pač takrat je bil kolo cross country kolo in če si komorkoli omenil, gremo na kolo, je to pomenilo, gremo na Katarino po Makedamo gor, ne, in je bilo važno, koliko hitro si dol si pa pač trpel, čez tiste ovinke, pa vsake pokcajta si je kdo čeljust odprl, to je bilo to. Ne. In potem so se začeli razni modeli dol voziti in se veš, kakšna ekipa je bila, to še Gumata se spomnim. Ja. Si predstavljali to, govoreč o idiotih v gozdi, Ja, v gozdu, vedno so bili idioti, ne? Guma od cvetu pubertete and company, ne, tega nisi hotel Idioti srečati. so vedno bili, ne? Pol so začeli kolesa posvajati ljudje, bom rekel, z bolj vzdržnim odnosom do narave, pa bilo malo boljše. Ne. Potem so začeli zobarji pa odvetniki voziti s kolesom, je spet fulene tekmovalnosti ratalo na nekih bednih trailih okoli Ljubljane, ne. Po možnostih tistih, ki so čisto naravno, ste dajo nare na stravo, ne, to imajo največ. Ker tam je res lahko čisto vsak hiter, ne. In tako naprej, zdaj pa verjetno zdaj bajki pa čisto ena nova populacija prihaja, ki je pa še nisem čisto dobro detektiral, ne. Po mojem tako bolj neki penziči, ne. Mešano. Jaz mislim, Jaz da je ne kar vem, mešano. a so ti, ali je e-bike tako equals tišač pa to. Ne, tišači imajo te, ne, štampi je čisto Ja, fulene, pa tako. enduro te, pa. Ja. En plus, ki ima kdo pomisel, število kolesarjev se na ta način veča, z večjo kritično maso, teoretično pride tudi kakšen problem s potmi, ampak pride pa tudi na koncu več namensko grajenih, urejenih, vzdrževanih poti. Za vse tipe. Ja, po mojem, da ja, ne, v neki skrajni posledici ja, po mojem ti resni rezorti kolesarski, ki vlagajo v ta letni turizem, vem, da imajo že vsi neke ful prijetne uphile narejene za e-bike, kar je po mojem nora dobra izkušnja, da se ti namesto z neko bedno gondolo po 10 minut popeleš na vrh traila z e-bikom. Tako da po mojem se čisto neka nova zgodba začenja s tem. Pod negativno sem dal, ni čista tehnologija, ne? Valjda, Ni ne. eko, ne? Mislim, tle smo vsi pametni, ne, in seveda, tudi za moj telefon se baterijo nakopal menda neki zaslužni otroci v Afriki. Mislim, kar kot potrošniki moramo ratati občutljivi tudi v to smer. Ne. Tako da tudi vprašanje, odkot ta energent pride, ne, zgleda ful zeleno, pa je ful tiho, ampak Prihaja pa iz lignita velenskega. velenski lignit, ja, to je edini ta patriotski aspekt, okay. Da je to naš, ampak Rudi je izpadel levgango in zdaj žalosten pije pivo in gleda MTBC live. Lega. kje Rudi? Rudi. Pinter. Pa rekorder Red Bull Goni Pony, Luka Tavčar gledali. Pa David Saropnik nas bo dal na Pop TV, zale nas bo vtaknil noter. Dej šeri na 24ur.com. Rudija pozdravljam. Rudi, evo, na tvoji sorci smo. Rudy. Ja, in baterije in elektrika kot taka, ne. Ja. Dobro, če smo malenkostni, tudi proizvodnja navadnega kolesa ni ne vem koliko, Ja, verjetno najbolj jeklenga, sam, ki ga že poštrikaš, pa to si že zamočil, ampak ajde. Ja, itak, ne vem, če bi sploh šel v Ja. to smer. No, ker recimo ena od mojih zamer. V bistvu, če kolesarske hočemo biti industrije čisti, je najbolj, tudi da ta- naredimo harakiri in Lahko da povem, zgnijemo v gozdu, ne. Da nimamo bajkov. Ja, Ja. peš hodimo. Ja. Tudi zakaj treba vso proizvodno outsourcati nekam v Azijo. To je boljši produkt, se da narediti. Čusto kaže cash, ni res, ne. KTM je narejen popolnoma v Avstriji, pa je motor s približno primerljivim trgom, s ful dražjim razvojem, pa z noro več materijala, košta pa manj kot ta najdražji e-bike. Sam to trkam na vest kolesarski industriji. Pod pozitivne stvari sem napisal, luštno jih je nositi in dvigovati na streho avtomobila. Ne, ni jih, ker smo začela z točko. Res so beštino. Ni pa toliko hudega, no. Kot en star DH bike, kako je že kdo rekel. Ja. Demo 9. S triple monstri. En vodnik mi je rekel, ker razpišeš turo neko, ne, kako se znebiti e-bikerjev. Napišeš, da je 15 minut nošenja kolesa navzgor vmes. Tudi če ni.
In noben ne pride. Ne vem, zakaj je tako, to je zanimivo, zdaj med bajkerje tako e-bajkerje se hejta. Ne, nerodno je imeti vodene ljudi, se pravi goste v skupini, klijente, Ja, ker eni unplugged, eni elektro. Ne? A potopno imaš? malej, ne bi jo smel imeti, ampak jo imam. A si jo 5 let hotel imeti? Ne, mi smo se nazaj zakleli, kdo že jaz, Grega Jaz, pa Luni, pa ja. mislim, da bi še ne Zlatko ni bil, ki je tudi izdajalec, oziroma zdaj jaz pa Zlatko smo izdajalca. Da ne bomo imeli nikoli, ko že nemških gum, potopne. Švalbek pa potopne, ne? Glej, zdaj bomo vsi potopni. Mislim, da jo ima tudi Grga zdaj. No. Ne, Grga ima Ne, potopno. nima, mislim, Ja, lej, ne, no. to ne bomo, mislim, moje, da ne. ne, mislim, da Grga še vedno, da Key ima, point, pizda, the best je mislim, da ima še vedno Thompson, kot Potopne na je strani vredno. vrže pa Thompson. Pa no. Jaz sem za potopne. Ja, itak. Razen na grevlju pa na singles. Ne, potopno je fejst izum. Na enduro pa moraš imeti. Ja. Pa tudi zanj še enkrat mi je tam malo ukradel neke šraufe z diska, ki je neki šraufov, pa sem pa jaz njegov prvi vilset nataknil noter in sem se z nemško gumo popeljal, prvič v lifeu. Pa ti je bilo okej. Ni bilo slabo. Prebral sem nekje enemu kolesarju, ki ceni to, da nekam pride na svoj pogon, ko gre na e-bike, ima pomankanje nekega zadovoljstva, da je nekaj naredil, lack of achievement. Ne, tukaj bi se pa dotaknil te filozofske, kaj tudi meni v resnici kolo ne. Kolo je res en tak čudovit tehničen izmislek. Ne. V resnici ti rabiš eno čokolado v žepu, pa da veš, da je par potokov okrog in se lahko zgubiš tudi za 3 dni nekje in si popolnoma neodvisen, če imaš zračnico, pa še par stvari, da lahko popraviš tisto, kar gre. Je res nora zadeva in tukaj zdaj s to elektriko, pa z vso to tehnologijo, ki ji pripada, prihaja nek tak nepredvidljiv moment, da se lahko nekaj zgodi, ne? Bodi si do kakšne okvare pride, ali ti zmanjka tistega štroma hudičevega, ker to treba vedeti, ne? Da je e-bike brez baterije pa kar pain in the ass, ne? Se prideš nekam, ampak tam Solex, Pony Express, to so take usporednice, no ne bi ga recimo izpod Brda na Sorcu gonil. Bi se pa dal. Pozitivno je odlično za šibkejše, starejše, hendikepirane, zdravstveni problemi. A ti takoj dam negativno zraven usporedno? Koliko teh si pa že srečal na e-kolesih? No nisem, mogoče pa koga, ki se mu recimo celo življenje upiral napor, Ja, a veš, da mu pa e-bike pograbil. to je meni podvrgel zelo še to pozitivno. pomoč in bo šel. Taki sem pa par srečal, ki dejansko prej niso kolesarili, pa so imeli kolesa, ampak zdaj veliko več kolesarjev, ker jih to bolj veseli. To je pozitivno, to se strinjam. Ja. Negativno, če voziš kratke ture, ne, in si lahko privoščiš imeti skozi na največjo pomoč, tudi imaš na največjo pomoč. Zelo težko se prepričaš, da boš vozil zdaj na mal in več delu. Ti mene poznaš, da jaz sem hedonist, ne? Jaz sem skozi skoraj na full, priznam. In sorry, če imaš na turbo, če imaš na full, je pomoč s pedali simbolična. Sam ni res, veš kaj ti bom povedal, ne? Če imaš ti na full, ne? Pa če se odločiš recimo, da boš v eni uri fullkat vse traile, ki jih imaš na nekem 150 višincev v velikem hribu odpeljal, Če greš, se boš čist gonil. Ja. Samo tudi na full daješ full. Sam leti, ne? Moraš imeti pa kapo na glavi na gor. ko hočeš leteti. Lahko Ja. se pa zmuzneš z zelo malo znoja, če si zadovoljen s To pa jaz ne delam in sploh počasi ne leti. znam. Jaz na biciklu imam moj konstanten puls, pa je lahko No, e-bike, jaz tudi specialka, priznam, pa jaz sem še nekaj. tudi na turbo čim več, toliko da sem vedel, da bo še baterija zdržala in dodajal, kolikor se dal. Ja, in To je res, nekako v ampak bistvu- to smo racerji. Ne? V bistvu me je pomoč samo še hitreje sem hitreje. bil gor, ne. Bom dal še eno It only gets negativno, faster. bom dal še eno negativno, zato ker mogoče kakšno več kot pozitivno. Čipirani, odprti oziroma skrekani e-bajki so nevarni. Ja, valjda. Mislim, pa to moraš biti res motenc. Nevarni so v gozdu in nevarni so v prometu. Mislim, pa zakaj bi ga, mislim, da je tako koliko ima limit, 25, ne. 25, 45. Mislim, da je to tako čisto dosti. Mislim, za poravnin, fino, če 45. Dobar, po ravnem ga ima Ja, sem fino, ta 45 bi mogel imeti v Sloveniji že tablico, a ne? Se mora imeti. Ja, Če rečemo, A v trgovini poveste to kupcu? Ja, absolutno. Tudi če na rečemo, da je to mountain bike resen, ne pa da Pa si že videl kakšnega s tablico?
Jaz ga še Se nisem. jih je zelo malo, v resnici, ampak ja. Skratka, če rečem, da je mountain bike, pa da je za na trailu narejen, ne vem, si se že kdaj hitreje po trailu gor pel. Ne, na trail je BZ 25. Pomaga preživeti industriji, proizvajalcem, trgovcem, dejansko jim gre dosti boljš, kolesa so draga, prodaš en kolo e-bike, tako kot če bi 5 unih racionalnih hardtailov prodal, Ma ne? ni čisto, ne. In tudi marže pač to pobereš. Ne? Pa se meni se zdi, da je to že čist drug, prvič nisem volumi so še tako tudi razmišljam, gor, ne. da je to čist en drug segment trga, ne, da tudi recimo Ja, resna ampak- gorska, a veš, včasih si pomislil ob omembi gorskega kolesa na recimo Hervisovo kololeta. Zdaj, veš, ljudje, ki se pogovarjajo, ker rečeš mountain bike, ne vizualizirajo več, a veš, noben te več ne pride, wow, imaš diske, pa ti koliko ima, veš, koliko predstav, pa ima, veš, to so bilo vprašanje še. Ja, ja, 10 in več let nazaj čisto aktualna, danes se ve. Tako se zdi, e-bike je spet nek tak segment, sigurno. No, ampak to je injekcija znamkam, proizvajalcem in tudi trgovcem. Sigurno. In na negativni strani iste stvari, kakšen proizvajalec in kakšen trgovec tudi zanemari klasična kolesa. Mogoče tudi, ker misli, da bomo vsi vozili samo še e-bike čez 5 let. Justo kima, ampak ne. Ti to opažaš. Jaz opažam. Dolgo nisem bil noben v bike shopu. Jaz poznam slovenske prodajalce, ki imajo v testni floti samo še e-bike, ki oglaševalski budžet dajo samo še v e-bike. Ja, valjda, ampak meni se zdi, da gre za nek hype, ne? Tako kot vsakič, ko pride nek nov segment ven. Ja, sem te bojo izgubili pozicijo pri normalnih bajkih na trgu. Strinjaš? Ja. Misliš, da gre za isto populacijo? Po mojem pa ne. Ni jaz samo ravno jih to hotel reči. ne dosegajo več unih, ker ne investirajo v to. Znamke ne moreš iti preizkusiti v trgovino, ker Ker imajo nimajo e-bike. testnega bajka. Ne moreš analognega kolesa probati, Ker imajo e-bike. ker imajo samo še e-bajke testne. Ne vem, je boljša marža na e-bike. Prihodnost vidi o tem. Dajmo kakšno vprašanje. Grebo. Grebo, obu, vrčo. Same legende nas gledajo. Vrčo, Pozitivno. prid odpremo en jogurt. Staza je hitra. Novi kolesarji prihajajo v šport. Jaz mislim, da ne vem, to bi mogel res zahtevno raziskavo narediti, ampak da je veliko teh, ali so zelo malo vozili, ali niso vozili in so zdaj na e-bajkih, in da je zelo malo tistih, ki so veliko vozili brez motorja in so šli že na motor. Se pravi, Veš, so, kaj jaz mislim? Jaz ti se lahko pravi, so novi Na kolesarji. domačem primeru povem, recimo mojega Tamauga poznaš, ne veš, da je pač downhill dirkač, se pravi, zna se pelat, pa ful lenivc težek, ne, po fotru, se pravi, ne da se mu gor gon. In seveda je navalil, ne, takoj, wow, da je fotor tole ti meni takoj zaprobati, ne. Se mu dal zaprobati in on je šel samo dvakrat, ne. To kot tem, koliko je enega, ki se res zna pelat, prepričal, ne. Ne, itek zdaj. Že raj ti šit iz svojega, kaj ima že, Važi. tam je pri Wolfu. Nuk profa. Lufa. Konflikti zaradi več koles in e-koles na trailih, se pravi lastniki, Aha, da lastniki in tisti, ki urejajo poti, da jim to ni všeč. Mislim, jaz kot človek, ki živim pod enimi traili, pa ki delam ene traile na drugem koncu Slovenije, še nisem opazil, da bi niti neke povečane frekvence teh e-biciklistov. V bistvu na trailu zelo redko srečam. Srečam pa ful dobre e-bajke za na V trail, bistvu ki se vozijo po cestah. toliko, ko na težkih terenih najdeš športnih terencev. A? Ja, tako kot je bilo včasih na Gardi, a veš, spomniš, ne? Na Gardi včasih, smo švabi najhujšo opremo. Avtor tega, da so mopedi, ker so motor, mit, pedale. Aha, motor, mit pedale. Ja, prosti sem te prekinul. Da tako kot Nemci včasih na Gardi, a veš, Ja. so najhujše bajke na trailih, pa nisi nobenega srečal. Ja, ja. To nekako je Mogoče zdaj na ta bajki. spodnjih. Ja. Sploh ne štekam, kak segment je to. Tudi a se lahko že postavljaš z bajko? Mislim, v bistvu se ne... v bikerskem svetu Mal ti nisi neroden, neka ne? faca, ne. Mal ti neroden. Če prideš z nekim S-Worksom, Endurotom, si Jack, ne. Ali pa z nekim Shanta Cruzom, Bestom, ali pa s pivom, ali pa neki. Prideš pa tukaj zdaj, jaz imam pa e-bike za 11 evrov.
Vsi bojo, da v bistvu te bojo tako gledali, malo lega fotra, lega privatno. Mi, da se ne moreš povajati, kot s Teslo. Ja, Mislim, za klientelo Tesla. lahko pred unimi kateni z njimi skupaj igraš, ne pa pred bajkerji. Ja. Obraba hudiča, vzdrževanje, če veliko voziš, veliko obrabe na pogonu, na zavorah bo je tudi več. Nisem ga še toliko vozil, ampak sklepam, da ja. ampak In sem to, da nekako- slabi baterija, da jo moraš dejansko To je pa hudič, ne. Kako pa pride baterija, čusto? Precej. Odgovor prodajalca je precej. Nisem prodajal. Prodajalec. predstavnika prodajalca. Ja, ne, Kako je to 200, 300, 500, ja, 500 plus? 500 plus. 500 Opazen kos cen. Ampak nihče še v resnici ne ve, ne. Ja. Kako se to... Je pa res, da je treba predvsej vzdrževanja baterije, ne. Ja, litij-ionska za telefon 20% na let, recimo. Ne? Pogon? Ja, pogon se verjetno obrab. Ne vem, kakšno ima tukšno drugo verigo gor. Neke so specifične grupe že, ja. Že v bistvu že te, ne, enkrat 11, ne, to se gre Ja, prej, ne. ja. Se vidiš, včasih ni na downhillu noben ket ne strgal, ne. Zdaj se 5 keten na eno dirko tako strga, kar je iz štartnih vracij. Po moje zato, ker Še ena meni vprašljiva. V bistvu s to omejitvijo 25 je meni osebno za po Ljubljani neuporabno za vožnjo v službo, ker sem z enim kolesom z oskimi gumami brez motorja z lahkoto hitrejši kot čakaj, veš, da ne vem, 25. a to je prav zakonska omejitev? Ja, Res? ja. Pa se da to, Sam to so zakoni iz leta 70, ne. da se da to skekati? Ja, samo Valjda. če Pol si, sicer ni Pol vi garancije. ne- Pol vi garancije ne Ja, ne, poznate. mislim, nihče. pa ne moreš, ni več kolo, ne moreš več iti na kolesarsko stezo, če gre več kot Ja, 25. ja, mislim, pač... Veliko stvari za sabo V potegne. ne. evropskih državah drugačne omejitve. Ne, Recimo to je nizozemski evropska. e-bike, Ne, ali je to ne, evropska? Evropska. Aha, se pravi, Z malimi nekimi. Se pa nas so že skirce problema, ne. meni se pa zdi, da je v redu to. Pa sej, Da je 25 v redu. predstavljaš, za da to bi mesto. kar vsak motoričen intelekt, razumeš, se kar 40 z nekim kolesom vozil. Zato bi bilo več mrtvih, kot Ne, dejansko na je problem dolenki v 70 letih. na križiščih je problem, ko sem se jaz enkrat pelil z e-bajkom. Ljudje, ki vstopajo v križišče, vidijo kolesarje in mislijo, ni panike. Ti pa s 25 na uro preletiš mimo. Še ful mašinercije več, ki je težje. Še kakšno vprašanje iz občinstva? Kakšno vprašanje? Tribuna je skoraj pobegnila. Še smo tle, še. To ste dosadni. Ene parih je še. Veden se kaj vpraša. Ne vem, kje smo. A smo za, smo proti, ne? Ne, čisto ne, to Jaz imam na koncu modrost. Ne? popolnoma smo pač, ja, Jaz imam na koncu Objektivni. modrost. Ne? Brez veze pametovati, vsak mora poskusiti in se odločiti, če ga toliko zabava in če mu je toliko vredno, da bo prenesel to ceno in pretehtal svoje pluse in minuse. Ne? Ja. Ja. Jaz bi bil nekaj drugega vprašal. Ne? A si predstavljaš, da bi bil e-bike recimo s takim dometom, ki ga imajo že danes, ne pa da bi ta hudič res vagal 16 kg. Ja. Pa da bi koštal 1000 Malo evrov. vsi bi ga imeli. Ja. Pa da bi bil 1000 evrov. Veš, ker jaz, če potegnem črto, kaj vidim v e-bajku? Vidim en zelo pravzaprav lušten način šatla. Ne. E-bike je v resnici šatl. Ne. Šatl, dol ki mora ne iti. smrdi, ki nisi v kombiju z enim šumbatom prešvicanim, ampak si razumeš na trg. Ti si že bil, se veš kako je to. To je ena goba, drugače. Ena goba. Eksotična goba. Razumeš, ali pa nisi nekje na neki sedežnici, ampak lepo pičiš po nekem trailu in se pol dol peleš. Se pravi, zgolj z tega nekega čisto... Doživetje je Ne bom rekel, pozitivno. zgolj z tega nekega dinamičnega doživetja, razumeš, če se res češ dol navozati, ko bo enkrat ta hudič konkurenčen s težo, sploh ne bo prišel, mislim, bom imel recimo en navaden bike, pa sigurno še en e-bike, če se bom lahko 10krat cuknil na vrh svojega traila za isto energijo, ki sem jo prej, da 3krat odpeljal. Vprašanje, koliko rezerve, cena, teža in vse te stvari, dokam. Kje se da še spiti? Ja.
kako bo to šlo. Jaz se bojim, da ne tako hitro, kot je šlo. Da se bližamo. Mislim, sigurno bojo nove. Mogoče bojo pa iluminati, da je končno tisto Tesla patent, da se te baterije polnejo kar po zraku. Kdo je že to skril? Neka teorija zarote, puščari. To pa enako kot pri vseh dejavnostih in z motorjem ali brez motorja spoštovati druge uporabnike. A ne? Ne biti patenčki. Ja, pa se niso, od kje prihaja, da ti imaš negativne izkušnje z e-kolesarji. Mislim, kako so rekli, posod so idioti. Ne? V vsaki dejavnosti se najde tisti procentki. To. Ampak kdo bi, a veš, vedno pridejo idiotem, kdo bi tukaj lahko bil idiot? Po mojem, več idiotov v klasiki, kot v elektriki. Največ jih je itak na cesti. Na Franji. Na Franji. Ne, joj. Ne, no. Sej, a veš, sej en po mojem nezanemarljiv delež teh Franja lunatikov, Ja. 35 ali pa 40 plus, se je preselil v mountain bike in je začel rekreativno dirkati enduro in so pošastno smešni, ki gledaš kako se brez tehnike lovijo na anaerobno in aerobno kondicijo. Ja. Tega nikoli nisem štekal. Dirt roadi se temu reče. Kolo je urodje za fajn se imeti, za spoštovati in malikovati tiste, ki ga res dobro furajo, za poskušati jih posnemati, za doživeti tiste 3 trenutke v letu, ki se ti zdi, da res letiš kot Vanderham, za biti ponižen, za biti v naravi. Zdaj, če je e-bike lih to nam rekel, je pa lušta. Cool. Imamo še kaj za dodati, ali dava pavček? Zdrav ni. Če je pa dober. Vrčo. Dajmo pavčke, zdaj vsi gor. Pavčki! Ej, Pavčki! palčki. To je za e-bike. Ja, ne za vse. Ja, ne, to je vse. Za odjavno. Hvala lepa, da ste bili z nami kar dolg MTBC Live. Sorce, Extreme Vital, Bike Weekend, MTB železniki. MTB Železniki, Železniki, Miha Pintar, Rudi Pintar. Počval. Jutri še vodene ture, Še vodene ture. testi na njihovem Facebooku na strani najdete podatke, mogoče še kaj si rezervirate za jutri. E-bajke, unplugged bajke. Jaz bi pa ful bolj disal e-bajke, če mi, ampak so rekli, da mi je posodil 29-solskega levota. To nismo še čisto zika, ne? Mogoče. Po današnjem dnevu. Hvala. Imamo